Vesolje nima težav z človeško neumnostjo. Ne? Tudi Zemlja, mimogrede, nima težav, tudi življenje nima težav. Problem je za nas, dobrodošli v kameni dobi. Nobenih svetlih, čudovitih, lepo počiščenih, bleščečih vse kupol ne bo. Tukaj nekako razumeš, to je naš dom in bo ostal dom, ne glede na to, kaj kdo pravi, kam bi se rad preselil. En lep pozdrav v novem podcastu, v katerem bomo tokrat gledali v nebo, oziroma lepše rečeno, tokrat bomo pogledali onkraj tega, kar ponavadi vidimo. Zato, da lahko govorimo o stvareh, ki jih morda včasih ne razumemo ali pa jih se nam zdi poznamo, pa so vendarle bolj zakomplicirane, lepše, bolj kompleksne. Imam danes v studiu kar čast, temu lahko tako rečem, imeti enega največjih umov, kar jih sploh premoremo, ko gre za pogled v vesolje. Doktorja Tomaža Cvitarja, en lep pozdrav. Dober večer, dober dan. Lep pozdrav. Jaz sem res vesel, da ste prišli. Najprej, zakaj? Zato, ker vas že kar nekaj let poznam. Bili ste kar nekajkrat moj gost. Ponavadi vas vedno povabimo, ko se kaj zgodi. Takrat pogledamo v imenik, seveda, doktor Cvitar bo prišel in vi vedno pridete. A je to zdaj že kar normalno, da ko se kaj zgodi na taki malce bolj pomembni lestvici od 1 do 10, rečeva 10, zdaj vsi gledamo, že veste, zdaj bom pa kar zaseden. Ja, zmer upam, da ne. Zmer upam, da ne, pa se dostikrat moje želje ne uresničijo. Pozornosti, ne vem, to sevam okrog, ampak res ne iščem. Je pa res, da seveda čutim neke sorte odgovornost do javnosti, končno sem v javni službi, sem plačan preko proračuna, da temu tako rečemo, in mislim, da je del našega posla tudi to, da če kaj lahko povem, če kaj lahko pojasnim, pol to naredim. Seveda, takole javno nastopanje ne more biti večina tvojega posla, plačani smo za kaj drugega, za delo študenti, za raziskovanje, vendar en del pa. In se mi zdi, da je to enostavno pravilno in fair. Kar velikokrat ste rekli, sploh zdaj v tem zadnjem času, ko smo spremljali misijo Artemisa 2, da je to znova čas, ko so se zgodbe vrnile nazaj, da potrebujemo pripovedovalce. Jaz vas vidim kot pripovedovalca tudi v Sloveniji, ko nam razlagate vse to, kar se dogaja tam gor ali pa tam dol, to je zdaj malo že težko morda določiti. Rekli ste, plačan sem za delo študenti. Koliko jih zanimajo te zgodbe, ki so onkraj našega planeta, našega razumevanja morda? Je v bistvu kar. Če tukaj gledamo študij na Fakulteti za matematiko in fiziko, če greste študirati fiziko, imate možnost izbrati astronomske predmete, ampak kar se bo slišalo mogoče nenavadno, mi ne naredimo nikogar, ki bi se mu rekel diplomirani astrofizik. Zaradi tega, ker so vsi fiziki. Imamo sicer smer astrofizika, nimamo pa posebnega študija. Razlog, vesolje je zanimivo, zanima marsikoga, ga izbere kot izbirni predmet in na ta način pravzaprav je neka zdrava konkurenca. Zdrava konkurenca med mano in kolegi in kolegicami, seveda, Če si na nek način zanimiv, če mislijo študenti skozi generacijo, da kaj odnesejo, pa seveda pridejo, in obratno. In mislim, da je ta neka sorte zdrava konkurenca, kjer smo sicer prijatelji med sabo, ampak vemo, da pravzaprav imamo pa seveda iste študente v igri. Mislim, da je nekaj pravilnega. Tako se pravzaprav stvari dogajajo, se pravi, stvari niso zacementirane. Obenem pa ljudje dobijo širšo izobrazbo. Je fizik mande je to tista mačka, ki zmer pristane na nogah, kamorkoli jo že vržeš, se znajde, skratka, zna reševati zelo raznorodne primere in probleme. In zdaj, seveda, če je pa ta svoje veščine pridobil na tem, da je bil njegov peskovnik eno majhno vesolje, pa nič narobe. In v tem smislu ljudje dostikrat iz čistega lastnega zanimanja seveda gredo te stvari poslušati, študirajo in tako naprej. Je pa seveda tako, kot pri nas, kot v svetu, večina ljudi, ki jih zanima astrofizika oziroma astronomija, na koncu ne dela profesionalno tega. Kot veva, je to odvisno od vseh sort okoliščin, pa tvojih sposobnosti, pa ne vem, česa še vsega, dela nekaj čisto drugega. In recimo, mogoče en podatek, ki bo koga morda presenetil, že davno nazaj, 20 let nazaj, sem se pogovarjal v Franciji, kjer imajo recimo CNRS kot tak pomemben raziskovalni sistem inštitutov, plus seveda univerze in tako naprej.
In sem gotovo, da pravzaprav francoska država financira približno doktorat 8-krat več ljudem, kot jih potem lahko zaposli v raziskovalnem ali pa univerzitetno-izobraževalnem sektorju. In človek bi rekel, joj, kakšna potrošnja denarja, samo vsak 8. pravzaprav to dela, to, kar se je izobrazil, grozen meče denar skozi okno. Ne, niti približno ne, ne. Teh ostalih 7 je pravzaprav izredno sposobnih, zaradi tega, ker so se naučili na nečem in znajo znanje prenesti v drugo področje. In tako na ta način se znanje oplaja, v bistvu prenaša med področji in tudi druga področja tako napredujejo. Tako da, ja, to je po svetu enako, ne, skratka, ljudi zanima to, ni pa nujno, da imajo vsi natanko tako službo. Zdaj ste me kar malo peljali, sicer sem hotel drugače, ampak ne morem vzeti tega, kar ste rekli, ne, a je to potrata denarja. Kar nekaj ljudi, ki jih morda tako ne navdušuje pot astronautov v vesolje in ta dosežek, ki ga je pač vendarle zdaj dosegla NASA, ESA, celoten svet, jaz temu rečem, ne, rečejo pa dobro, kaj imamo mi od tega? Ne? Kaj je tisto, kar, glej, tam imamo vojno, Ormuška ožina, v Afriki ljudje stradajo, mi pa smo zmetali milijarde evrov in podrobili kapacitet ogromno, recimo, za to. Ja, torej, osnovna zgodba je tukaj le zvedavost. To bo slišalo se mogoče nekomu zelo otroško, zelo naivno, ampak roko na srce, če ne bi bili zvedavi, kot seveda vrsta, potem ne bi bili tukaj evolucijsko, kjer smo, in če ne bi bili sodelovalni, se pravi, če ne bi pravzaprav v osnovi delali v nekih skupinah, v nekih timih nekaj dosegali, en človek ni sposoben nič, cela skupina lahko premakne hribe dobesedno. In tukaj to je en odgovor, ki, kot rečeno, se bo komu zdel popolnoma naiven in otroški, njegov problem, če ni več otroka, nič več v njem. Zdaj, ta drugo vprašanje je pa to, mogoče, če stvar malo razširva na neke svetovno-razovske stvari. Osebno mi ni nič težko povedati, da nisem veren, vendar sem pa zelo ponosen, da sem bil študent prve vatikanske poletne šole astronomije, ki je bila v svetu kot zelo prestižno inštitucijo. In seveda, to je bilo leta 85, delč nazaj, od takrat smo se potem še mnogokrat dobili v različnih skupinah in tako naprej, in sem se veliko pogovarjal, recimo tudi, naprimer, z jezuiti, ki so, naprimer, kot ste rekli, po Afriki bili misionarji in pač v bistvu otrokom pomagali in tako naprej. Pomagali. In so rekli, ja, točno ta problem sem imel. Na začetku sem razmišljal, ja, pa zakaj rabim astronomijo, saj ljudje tukaj so lačni. Pa sem pa pogruntal, da ljudje, ki so samo siti in ki so samo polni nekih umetnih, nepomembnih novic, so pravzaprav lačni duhovno. In tukaj je pravzaprav ti ideja, da imaš neko širše mesto, da lahko razširiš svoj pogled na vesolje, da lahko v njem nekaj objektivno se naučiš, zveš, da pa na drugi strani te vesolje stalno uči neke skromnosti, v tem smislu, da vedno smo polni nekih idej in sami sebe, kako se razumemo, potem se pa skaže, da so stvari mečkan drugačne, pa tako naprej. Nihče ga ni nič polomil, sam pač nismo vedeli vseh okoliščin. Te stvari so pomembne in to so pravzaprav stvari, ki so v jedru človeškega razumevanja v bistvu svoje okolice, svojega mesta. To je povezano seveda z širšimi zgodbami, kot recimo kako smo nastali kot družba, kaj je naš izvor, kje so naše korenine, kot se temu reče, in tako naprej. In tukaj gre seveda stvar lahko vse tja do začetkov Zemlje ali pa začetkov vesolja. Zdaj v prihodnosti seveda astrofizika, ki je dosti praviloma noče razpravljati, iz dveh razlogov. Prvič, karkoli rečem, kako boste povedali, da ni res, in drugič, imamo nekaj problemov tukaj na Zemlji, ki so lokalne motne, in seveda te, kako bi rekel, 70 plus let stari ljudje, ki vodijo nekatere pomembne nacije, delajo precej težav in ne vemo, kako se bo stvar končala. Ampak, kot rečeno, to je čisto lokalna zgodba, skratka v preteklosti pa nekako lahko precej zadnje čase zvemo in mogoče, če tukaj končava z gospodom Bojanom Štihom, ki je imel daleč nazaj, ko sem bil še res najstnik, oziroma v 20 letih, recimo, skratka tam nekje med letom 80 in 86, v hotelu Slon, ene znane pogovorne večere z številnimi pomembnimi intelektualci. No, tam je se rodila tudi ena misel, da ko se pogovarjamo o zgodovini, zgodovina je tako, da vojskovodja in politiki zgodovino seveda
prikrajajo za svoje potrebe, dostikrat zlorabljajo, to je treba povedati in tako je bilo to vedno tudi v preteklosti. Potem zgodovinarji jo seveda zelo objektivno proučujejo, astronomijo pa vidijo. In v tem smislu pravzaprav imamo neko zanimivo komplementarnost tukaj, in to je seveda samo po sebi privlačno. Ko gledate v vesolje, gledate, kakšna je nekak svet bil nekdaj. Pa se je zanimivo, ko naju še ni bilo, pa nekaj tisoč let nazaj, so ljudje gledali pa rekli, v redu, Luna se vrača, zvezde se vsake toliko časa pokažejo, zdaj bomo sadili, zdaj je čas za to. Tako, v bistvu je vesolje ves čas naš koledar, potem smo našli tam gor nekaj močnejšega, mogoče je tam Bog ali pa nekaj drugega. Ja. Danes pa rečemo, v redu, tako smo napredovali kot družba, da lahko nekoga pošljemo malce ven. Saj to je res malce. Če se pogovarjamo o ljudeh, seveda malce ven, se pravi, zdaj nedavno so potovali okrog Lune, zdaj je dober tisti rekordi, malo procentov več, kot jih je bilo v času Apola, ampak ni, da bi človek zdaj tukaj ravno dol padel. Zdaj nočem seveda ničesar dajati v nič, stvar je zelo velik tehnološki uspeh, treba vedeti, da je to pomembna tehnološka mejnik na nek način, bova mogoče kasneje prišla do tega, zakaj niso kar enostavno Apola ponovili, ampak osnovna zgodba tukaj je, da ujeti smo na to Zemljo in na njeno bližnjo okolico. Zdaj naše sonde v resnici v zadnje pol stoletja potujejo povsod po Osončju, tudi onkraj Osončja že do neke mere. Zdaj seveda do drugih zvezd ne bomo šli, imamo pa seveda vesoljske teleskope, ki nam razkrivajo marsikaj, kar Zemlje pač ne bi bilo mogoče na noben način spoznati. Tako da tukaj imamo pomembne uspehe in ta naša zvedavost, ta naša radovednost je v znatni meri v zadnje pol stoletja bila potešena in seveda se to še vedno z vso silovitostjo dogaja. Zdaj seveda na drugi strani pa treba vedeti, da sredstva so omejena, tudi iz političnih razlogov in seveda trenutno naprimer ne kaže najbolje, bomo videli, kako se bo zgodba končala, ampak trenutno je recimo NASA v izjemnih težavah. Zdaj predlog proračuna za naslednje leto, ki ga je dala Bela hiša ven, predvideva 23% zmanjšanje celotnih sredstev za NASA, za znanost pa 47% zmanjšanje sredstev, čemur se po slovensko reče pogreb. To bi bila najnižja sredstva za NASA od leta 1961, če jih revalorizirate, zapravo od začetka tekme, če temu tako rečeva. In seveda, če bo to res, potem se bojo ustavili vrsta projektov znanstvenih, ki trenutno tečejo in praktično vsi v bodoče. Tako da upam, da bo tudi tokrat kongres nekoliko bolj pameten od Bele hiše in bo tako, kot je to lani naredil, pretežno ohranil financiranje, ampak to niso dobre motivacijske popotnice in če dela na kompliciranem projektu, kar pomeni, da delate vse vikende in marsikakšno noč, potem seveda to vrstne novice niso zelo navdihujoče. Ne bom šel v politiko in omenjal gospodov, ki ste jih prej omenili, pa nihče od naju ne bo dejal imena, se pa zelo rad pogovarjal s tistimi 4, ki so dejansko spisali to zgodovino in se hvalisal. Zanimivo, da potem pridemo do teh številk, ko pa je treba dati nekaj v znanost, pa te številke tako padajo. A se vam zdi, da je razumevanje vložka v znanost v težavah? Da ne razumemo to multiplikativnost, kot sva prej rekla, kaj se zgodi, če ti pošljaš in to uspešno. Tukaj zdaj, hvala Bogu, lahko govoriva, da je bila to izjemno uspešna misija, da ni šlo praktično nič narobe. Bog ne daj, da bi šlo, potem bi bila NASA še v hujših težavah. In namesto, da bi bil to pospešek, se zdaj pogovarjava, da bo vsaj en narod največji, ko je šlo za raziskovanja, to ugašal, medtem ko na drugi strani pri Kitajcih nisem tako prepričan. Torej tukaj je treba seveda vedeti, da birokracija tega sveta je neverjetna. Običajna razlaga za to manjšanje sredstev NASA je, da so že lansko leto probali in da pač enostavno so samo ponovili iste predloge, ne da bi kaj dosti prebrali za sabo in razmislila so kakšni pogoji pa mogoče malo drugačni. Ampak dober, to poznava, to so problemi velikih administrativnih sistemov, kjer se vsak boji vsakega. Zdaj, če pa govorimo o drugih nacijah, je pa pač tako, Evropa zlagoma, vendar
center precej uspešno povečuje sredstva v ta namen, ker seveda se ugotavlja, da ima ta stvar izjemne multiplikativne učinke, pač cela vrsta študij in to v različnih okoljih so pokazali, da se pogovarjamo tam nekje v 1,6, 1,9 razmerju, se pravi, če date €1 v vesoljsko znanost, jih dobite toliko nazaj preko kadrov, preko vseh mogočih tehnologij, ki iz tega izhajajo in tako naprej. Skratka, stvar se izjemno splača, čisto ekonomsko. Ampak na drugi strani pa, kot rečeno, nisem tisti, ki bom vse utemeljil samo ekonomsko. Stvari se splačajo enostavno zato, ker to koristi družbi, koristi naši zvedavosti, koristi tistim brihtnim očem, ki končno, tisti, ki naj jo zdajle poslušajo, če so zdajle šefi nekih podjetij, ko bojo v penziji, seveda tiste svetle oči bojo njihovo penzijo služile. In posledično, vsi imamo močan interes, da gremo dalje in da uspešno gremo dalje. Zdaj, če se pogovarjava seveda o Kitajski, o Evropi, zdaj Evropa, kot rečeno, mednarodna, Evropska vesoljska agencija zlagoma napreduje in mislim, da delajo zlagoma vedno bolje in vedno bolj uspešno. Na drugi strani seveda pa Kitajska. Kitajska je treba tudi povedati, da dela velike napredke v zadnjem času. Recimo, če moja osebna izkušnja je, da recimo pred 15 leti, ko sem bil pač pri nekaterih teh, rečemo, v zahodnem svetu kolaboracijah relativno visoko, so k meni prišli posamezna vprašanja, dostikrat tehnološkega tipa iz Kitajske in tako naprej. In takrat sem čutil eno zanimivo zgodbo, to je to, da se pravzaprav nisem mogel pogovarjati horizontalno na istem nivoju s svojim kolegom, ki je delal naprimer na formiranju nekega do neke mere podobnega projekta bodočega na Kitajskem. Ampak je bilo treba to prek šefa njegovega, zaradi tega, ker pač, kako bi rekel, vemo, kako se pogovarja. No, te stvari so se zelo spremenile, tudi njihovi članki so zdaj bistveno boljši, ko jih recenziram v raznih mednarodnih revijah. Včasih so bili zelo polni sami sebe, pa v resnici ne tako zelo dobri. Potem se kdaj sicer še zgodi, da so majčkeno polni sami sebe, ampak ko jim razložiš, kje so problemi, takoj vse naredijo za to, da je bilo dobro. In zadnje čase se dogaja, da so članki tudi zelo dobri že na samem začetku. Poleg tega imajo pa nekatere izjemne študente, tako da Kitajska seveda ima svojo perspektivo, razume, da se marsikdaj splača človeka poslati nekam drugam študirati, potem ga pa primerno povabiti nazaj. In mislim, da se razvijajo. Seveda je pa na drugi strani imamo nekaj težav, običajne težave 70 plus letnikov, seveda, ki vodijo nacijo, in težave, ki jih jaz, to je moj čisto osebni pogled, ko sem bil na eni konferenci v Pekingu, se je zgodilo, da sem imel pač eno popoldne prosto, preden sem letel nazaj, pa sem šel v znanstveni muzej, pač Handel muzeum. Ja, da vidim, kaj je, pa če je kakšna luštna idejca, pa tako naprej. Pa šel sem seveda še kam drugam in grede, ampak ta je bil recimo taka izkušnja. In kar me je tam impresioniralo, je, zelo korekten in fino narejen muzej in tako naprej. Ampak nerodno je bilo to, da pravzaprav v tistem muzeju ni bilo miru. Pa sej v znanstvenem muzeju ne pričakuješ, da mora biti totalna tišina. To je tako, kot če gledaš Monalize in vsi nekako v kontemplaciji razmišljamo in uživamo in upijamo. Ampak dobesedno bila je dirkaška scena. To so bili eni majčkeni otroci, stari 8-9 let, kateri glavna ideja je bila, kdo bo hitreje tekel in kdo bo bolj uspešno razbil vse inštrumente, ki so bili tam razstavljeni, skratka, kako bo zlorabljal nezvedavostjo, ampak tako, da bi uničil. In kar je bilo nekako, to bi rekel, nevzgojeni otroci, nič takega. Ampak za njimi je bila zmeraj tako, na enega otroka skupina najmanj 4 odraslih, tipično babica in dedek z obeh strani, ki so na nek način še poskrbeli, če bo še kaj jedel, pa še kaj pil, pa če bi še to, pa še pa še tret, skratka na nek način služabniki. In potem je kliknilo, to je problem enega otroka. Kitajska je imela dolg časa politiko enega otroka, ki je bila zelo striktna, in kar se je zgodilo je, da cele te družinske skupnosti so imele torej zelo malo potomcev in ti potomci so bili, če se je le dalo, deležni čisto vsega, po domač povedano, razvajeni so. In seveda, ko pa pridete v realen svet, vas pa udari. In med Kitajskem vas seveda zelo udari, že priti na univerzo je resna zgodba, ki dostikrat se tudi slabo konča, v smislu tega, da ljudje pač svoj neuspeh nekako terminalno slabo vzamejo. Tako da,
nekatere stvari se bo treba nekako zanihati nazaj, ampak seveda trenutno mi pa rekel, da imajo jasno smer, kar se tiče raziskovanja vesolja, potujejo dalje, imajo sredstva, nič se ne sliši, kaj dosti, ampak delajo. Tako da bomo videli, ne. Seveda naprej pa ne bomo vedeli, kam bodo šli in točno kdaj bodo šli, ker nimajo nobene potrebe po obveščanju javnosti. Ja, malce drugačen PR je kot pri nas. Ne, tukaj PR pri nas je odločilna zgodba, ker se stalno nekje od zadaj bojijo, da če javnost ne bo vsega vedela, pa ne bo proračunskih sredstev, žal tisti, ki piše proračun, očitno teh PR-ov ne posluša. Tako da zgodba na Kitajskem je pa seveda, da je to centralizirana gospodarstvo, kot smo ga poznali, rečemo, podobno do neke mere v vzhodni Evropi, pa seveda veva povezano z spremenjeno, seveda nočem na čas ga aludirati. Ampak ja, to je drugačen način funkcioniranja družbe. Tudi problem individuuma je zelo, zelo drugačen na Kitajskem, kot recimo v Evropi, pa tudi v ZDA. Če samo en medklic naredim, pa greva potem na to bitko, vseeno pa končno tudi v krog Lune. Rekli ste 1:6 oziroma 1:9. Slovenija je zdaj pa že lani postala polnopravna članica ESE, takrat smo tudi govorili, kaj tudi Slovenija s tem pridobi, ampak tukaj pa res ne morem, čeprav ima morda kdo občutek, dobro, to je bilo zdaj NASA, nekaj tudi ESA pa tako naprej, ampak mi smo imeli Slovenci, Devesoft, da sem bolj točen, Jure Knez, eno najbolj pomembnih stvari, vlog da je pri tej misiji, da je vse teklo tako. To se mi zdi kar spregledano, ne da smo premalo govorili, ampak se ne zavedamo, kako pomembno je to, ne? No, seveda, to je bil tudi razlog, zakaj sem rekel, če boste mene povabili, zakaj pa ne bi mogoče Jureta, ne? Pa se je upravičil, mislim, da ima ta teden in naslednji 500 svojih poslovnih partnerjev v Sloveniji in je rekel, z veseljem pridem naslednjič, rekel v redu. Tako, skratka, naslednjič ga nedvomno povabite in bo on znal boljše povedati, ampak tukaj je takole, misija Artemis 2, čemu je bila namenjena, zakaj jo pravzaprav sploh potrebujemo. Potrebujemo zaradi tega, ker morate nekatere stvari probati. Te misije so v osnovi izredno komplicirane, zelo zapleteno in marsikaj morate seveda, kot bomo mogoče govorila, na nov razviti. In zdaj, če na nov razviti, je treba sprobati. Zaradi tega, ker če boste preveč neprobanih stvari naenkrat hoteli, bojo šle stvari po zlu. To pač je tako na tem svetu. In zdaj, seveda, prav, če smo mi to probali, pa je bilo sicer srečen konec, ampak ni pa vse dobro delovalo, je odločilno, da dobesedno on the fly, v trenutku, ko se to dogaja, imate informacije, kaj se dogaja. In tukaj je ta Devesoft in njihov prispevek res prav vogalni, podpirajo osnovni temelj celotne misije. Ker seveda, kjerkoli bi kakršenkoli od sistemov hotel zatajiti ali deloval neoptimalno, če tega ne boste zmerili, ne morete popraviti. Pa hujše, če ne boste takoj vedeli, kaj se dogaja, potem ne morete rešiti zadeve. Skratka, osnovna ideja je informacije treba imeti in ta pretok informacij, njihova takojšnja analiza s primernim softverom, ki takoj pokaže, kaj se dogaja, to je seveda njihova moč. In Devesoft je tukaj res naredil ta vogalni kamen. Brez njega vse skupaj sploh nema smisla. Tako da tukaj se je tega treba zavedati in seveda, tukaj pa res ni treba biti posebej brihten, da bi pogruntal, da če lahko pri neki raketi, ki leti pri Luni, v vsakem trenutku veš z vsakim sklopom in z vsakom drobnarijo in ventilom, kaj se dogaja in znaš to direktno vklopiti vse simulacije, kako cel sistem deluje ali pa tudi ne in kako bi se to lahko poznalo ali pa tudi ne v prihodnje in kakšne težave bi zaradi te majhne napakce lahko nastale. Če tega nimaš, potem dejansko vse skupaj nima čist nobenega smisla. In tega seveda se pri nas zelo zavedajo in zato njihovo že dolgotrajno sodelovanje in kot sva rekla, ni treba biti posebej brihten, da bi pogruntal, da je situacija zelo preprosta. Če delate z NASA, če delate z Evropsko vesoljsko agencijo, če ste kot biznis nekdo, ki ga oni kupijo, potem je to tako. Verjetno tudi, če Jureta vprašate, s tem niso naredili zelo velikega profita. Za NASA ne poznam pobližje, ampak recimo za ESO vem, da ESA zna zelo lepo, recimo naš Slovenec Marko Zbavdaš, ki je vodja tehnološkega razvoja pri ESI, novih tehnologij, skratka zelo visoka funkcija, mi je pravi, mi vemo, koliko približen boste vi rabili za razvoj tega in tega, ocenimo, ste to sposobni narediti, ni treba, da imate 1000 ljudi zaposlenih, lahko jih je 5,
če je to pač taka nišna zgodba, ki se jo da narediti v takem timu. Potem vam bomo pa dali, tako, da ne bo čisto na tesno, do 10% boste imeli še profita zraven, če boste to dobro naredili in se zorganizirali, in to je to. Če zdaj naj nekdo posluša, bo rekel, Marička, za 10% pa res nam delo, jaz dobim tam več. Skratka, sodelovanje v vesoljskem sektorju pri nobeni vesoljski agenciji delujete s preveč kvalificiranimi ljudmi, da bi vas preplačali. Niso naivni. Ampak, ko enostavno delujete z njimi, je pa to referenca. In to je referenca tudi za slovenska podjetja. Če povedo, da delajo z ESO, da delajo z NASA, da so imeli te in te projekte, potem je seveda ne samo avtomobilska industrija, pa letalska industrija, ampak vse sorte raznih zahtevnih stvari. Zahtevne stvari so vse tja od nekega vrtanja do nekje, do seveda vseh medicinskih primerov, Dejansko v vesolju je namreč ta zgodba, tam morajo stvari delati, čisto preprosto, morajo delati in delati morajo v nemogočih razmerah. To zadevno poveste, da ste sposobni od A do Ž celoten proces tako peljati, da bojo se stvari izšle. In potem seveda nenadoma ste zanimivi za nekoga drugega, ker pa se pa lahko pogovarjava, dobro, v našega Mercedesa glih ni treba dati tistega, kar ste dali na raketo, ker bo malo preveč stal, ampak bova midva tole zoptimizirala, pa bova imela statistično gledano toliko in toliko okvar na cesti, ki jih bomo na tak in tak način PR-ovsko pokrili, da jih ni bilo, pa je stvar odpravljena. Tako se pol to dela. Ampak izhodišče za gospoda z Mercedesa je, da on lahko dobi točno, kar želi. In da seveda ima tukaj tehnologijo, ki obstaja. A veste, da se mi zdi fascinantno, da imamo astrofizika, naprimer kot ste vi, pa še, rekli ste gospoda na ESI, pa še kar nekaj bi jih naštela, pa naprimer Jureta Kneza in njegove inženirje iz Slovenije, kjer tako počasi spoznavamo, da smo lahko veliki, ampak vi ste pa povsod po svetu. Se pravi, se pravi, je to znanje, ki ga imamo pri nas, lahko univerzalno. Ja, seveda, pa poglejte, recimo, poglejte Matevža Dularja, naprimer. Matevž Dular, zdaj že cela veriga ERC projektov. ERC projekti so najbolj prestižni evropski in do neke mere tudi svetovni raziskovalni projekti, ki seveda se ukvarja s kavitacijo. To je zelo povezano z črpalkami v motorjih, raketnih motorjih. In seveda ljudje iz recimo SpaceX-a so seveda bili v stiku, zaradi tega, ker so želeli nekatere spoznanja se naučiti. Potem pa seveda imamo tudi drugod, Maruša Bradač, recimo, res se v Sloveniji imamo center za proučevanje prvih zvezd v mladem vesolju. To je neka stvar, ki ni majhna stvar. Smo seveda na nekem področju v špici in pač človek se seveda nerad hvali in to upam, da ne bo tako izpadlo, ampak sam osebno nisem res čist nikoli začutil, da bi bil dejstvo, da prihajam z neke Slovenije, kakšna težava. Kvečem nekje nič privilegijev, ampak takole, ob kozarcu piva zvečer pa, Marička, tole je bilo pa dobro, pa Slovenija, prihajaš pozitivno čudenje. Skratka, na nek način, če imamo Pogačarja, imamo lahko tudi druge ljudi, seveda mi nismo enaki Pogačarju, da ne bo kdo narobe razumel, ampak dejstvo je, da slovenska majhnost je popolnoma nepotreben kompleks. Dober si toliko, kot si dober, kot si zanesljiv, kot si sposoben narediti ali pa tudi ne. In pač enostavno, če si uporaben, potem te bojo ljudje povabili k sebi, tudi če morda nisi tisti, ki bo večinsko stvari financiral, ampak bo samo svoje stroške pokril. Tako da v tem smislu mednarodno sodelovanje je zelo odprto, seveda je pa treba biti do neke mere dober. Dobro ste rekli, ta majhnost slovenska, če si eden od 4 privilegirancev, v resnici so pa zato celo življenje garali, da so šli tja gor, ampak imeli so pa privilegij, ki ga imajo res redki, jih znava lahko našteti na prste 2 rok, zdaj že sicer. Ti vidiš, da je zemlja majhna v tem. Kaj vidiš, ko si tam gor? Kaj je drugače? Torej, sprašvali so me, kaj bi bila za mene najboljša vesoljska fotografija, ki sem jo kdaj videl. In ne bom prodal fotografije Hubbla ali pa Jamesa Webba, čeprav so nedvomno skrajno motivirajoče in estetsko lepe in vse, kar želite tacga. Tudi ne bom prodal nekih dolgočasnih grafov, ki so nam to in ono znanstveno pomembnega razložili. Ampak bom rekel čisto preprosto, Apollo 8 in tisti njegov ikonični posnetek Zemlje, ki vzhaja iznad Luno, in mogoče... Ali podoben temu morda? Podoben temu, ja. Torej,
ta posnetek na nek način, ko vidiš te zgodbo pripovedovalcev, na našem v bistvu, spletnih straneh Astronomska slika dneva, imate to, mislim, da je 25. december 2015 ali nekaj takega, že daleč nazaj, video, ki je tudi preveden v slovenski podnapisi. No, in tam v bistvu govorimo o Sončju in o njegovih velikostih in o našem spoznavanju, in stvar vključuje tudi misijo Apollo. In ja, tam eden od astronavtov Apolla pravi, ja, je pretresljivo, ne, ko takole pogledaš Zemljo, vse skriješ za en palc, ne. In potem pomisliš, vsi tvoji spomini, vsi tvoji bližnji, vse, kjer si kdaj bil in tako naprej, vse je za tvojim palcem, a ne. Prav, imate debi okov, a ne. Ja, dobesedno, imate debi okov, to je čustven trenutek, a ne. Na nek način to, kar smo slišali tudi pri misiji Artemis, mislim, da ni bilo narejeno in položeno v usta, ampak res, ja, ko si preč od Zemlje, vidiš, da so te naši lokalni problemi in spori nekaj, kar nam bi bilo bolj, da bi jih končali, a ne, zaradi tega, ker dejansko Zemlja je nekaj izjemnega za nas in bo ostala, a ne. In tukaj nekako razumeš, to je naš dom in bo ostal dom, ne glede na to, kaj kdo pravi, kam bi se rad preselil. Tam je namreč skrajno neprijazno v primerjavi z Zemljo in bo tako tudi ostalo. Apollo ste omenili, pa zdaj Artemis, pa je zdaj na vrsti tisto vprašanje, ker ste ga prej malce odprli. Kaj vse se je pa spremenilo od Apolla pa do Artemisa? Zakaj pa res nismo kar ponovili? Zanimivo mi je bilo brati en kup teh komentarjev in vem, malce odgovor zdaj že poznam, vem, da ga boste tudi vi dali. Pol stoletja AI, robotika, vse je šlo naprej, mi pa pol stoletja nismo zmogli ponoviti tega, kar so naši v resnici zdaj že skoraj da predniki naredili, tudi skoraj da brez napak. Torej, takole je, a ne, pod ena seveda lahko bi ponovili, če bi bila motivacija in interes, ta interes vključuje seveda tudi finance, a ne, če pogledate financiranje NASA, je seveda v dobi razvoja Apolla bil nekajkraten današnji proračun, a ne. Zdaj, torej, ni bilo politične ali pa sociološke volje in je bila odločitev, da se pravzaprav ohrani prisotnost človeka v vesolju, ampak samo v nizki tirnici nad Zemljo, imate vesoljske postaje, ki so zdaj rutinsko naseljene, a ne, ampak to je to, a ne. Zdaj, ja, mogoče pa bolj zanimivo, zakaj nismo enostavno naredili Apollo številka 2, a ne. Ja, takole je s tem, a ne. Vsi se boste strinjali, da so to tehnološko komplicirani projekti. Zelo veliko enih delov mora skupaj prav štimati in veliko enih sistemov mora prav štimati in seveda morajo biti ti sistemi tudi narejeni tako, da so nekako robustni, se pravi, če gre kaj narobe, da obstaja možnost izhoda, ne. Kajti osnovna ideja pri človeških poletih, ki je osnovni različna v primerjavi s poletjem brez posadke, pri poletih brez posadke si res prizadevate, da bi šlo vse v redu, ampak če ne gre, s čim ste soočeni, na en stran to pa to denarja je šlo po zlu, a ne, na drugi strani pa objektivno tam nekaj 10, nekaj 100 ljudi v zelo grdo gleda, zaradi tega, ker pravzaprav so 20 let svojega življenja vrgli za to, da je nekaj zgorelo in izpolnili pričakovanj. Ampak to so samo neke finančne pa neke motivacijske stvari. Pri astronautih pa seveda jih imamo za junake in zaradi tega hočemo, da živi nazaj pride in upam, da bo to tako ostalo, a ne. Zdaj, pri Apollu torej, oziroma poleti človeško posadko res hočete imeti varnost. Tukaj, kot smo omenili prej, DV-Soft in njegova vloga zelo pomembna. Zdaj, je pa tako, a ne, kompliciran projekt pa varen projekt naj bo. Kaj morate za to imeti? Rečete, saj bi jaz vzel kar tiste načrte za Apollo, pa bom tiste čipe njihove zastarele nadomestil z novimi, pa ta sistem z unim, plak, pa bo šlo, ne? Ne bo šlo. Razlog je mogoče ena ilustracija, ki bo mogoče komu pretresljiva. Leta 91 je Evropski južni observatorij, to je taka zelo napredna inštitucija evropska, kjer žal Slovenija ni član, kar je žalostno, v bistvu gradila nov najnaprednejši teleskop v Čilu. Zdaj v Čilu so se potem še drugi teleskopi zgradili in zdaj recimo trenutno gradimo največji teleskop na svetu, sploh tako zvani ELT, ki bo konec desetletja operabilen. Pravo čudo. Zdaj, kot rečeno, bil je nov teleskop, ime je bilo NTT, New Technology Telescope. Celo vrsto novih tehnologij je vpeljal izjemno uspešno. In zdaj, bilo je leto 91, vsi smo gledali ta teleskop, wow, kako je fajn, a ne. Potem pa pridem tam 95, 96
en teleskop razstavljen. Sem rekel, ja, pa kako za Boga, se to je še novo, zakaj ste ga šli razstaviti? Ja, zaradi preprostega razloga. Zaradi tega, ker sej tim je bil še zmeraj tam, ko je teleskop razvil, še zmeraj so pač delali na naslednjem teleskopu, ampak isti ljudje v službi. Ampak ti ljudje sami se niso za 5-6 let nazaj zadosti dobro spomnili, kako so vse stvari naredili in jih dokumentirali. In na koncu pogruntali, da ga bojo lahko pravilno vzdrževali, naprej nadgrajevali, samo če ga bojo dobesedno razstavili, pa še enkrat sestavili skupaj. Kar je pomeni, da je teleskop eno leto ni deloval, kar je seveda velik strošek. In tukaj vidite, stvari je treba dokumentirati. In boste rekli, ja, dobro, seveda, da jih je treba dokumentirati. V naši firmi vendar morajo vsi pisati poročila. Ne mislim na to dokumentacijo. Ne mislim niti na dokumentacijo tega, da morate imeti vse načrte spravljene. Seveda, da jih imate. Ampak odločilno pri vesoljski tehnologiji in pri vseh kompliciranih tehnologijah je, da vi celo vrsto stvari razmislite kot nek inženir ali pa znanstvenik vnaprej, kaj se bo zgodilo, če se bo to zgodilo, pa uno zgodilo, imamo pa to možnost, pa uno možnost, pa tretjo možnost. Teh razmislekov je tako veliko, da jih ne morete dokumentirati. Če bi jih dokumentirali, če bi vaš šef to zahteval, bi se projekt ustavil, ker bi samo pisali poročila. In posledično nemogoče je pri preveč kompliciranem projektu ga tako zdokumentirati, da ga lahko varno ponovite. Varno je poudarek. Skratka, če je osnovna zgodba, mora priti ljudje živi nazaj, potem ga ne moramo kar prekopirati. In seveda, ljudje sami se ne spomnajo, pri primeru Apola pa seveda marsikdaj je žal kdo že podrušal, in seveda sploh ni mogoče do tega priti. Tako da je treba marsikdaj izumljati toplo vodo, tako je na tem svetu. In to velja pravzaprav tudi tukaj na Zemlji za vse mogoče projekte. Ko neko podjetje je pred 10 leti nekaj razvilo, če je bila to res kritična tehnologija, ki je zahtevala ogromen nekega napora, če med tem niso tega vzdrževali, potem pravzaprav ne morejo tega na isti način samo copy-paste ponoviti. Ne gre. Seveda za dosti veliko verjetnostjo, da bo stvar uspešna. Če seveda lahko probate, pa bo 10krat ne šlo, 13 se boste pa naučili, pa bo šlo. Ampak če pa, kot rečen, mora nekako prvo ratati, pa je pa situacija drugačna. Tako da ne moramo kopirati Apola. Tukaj drži, a je bilo 2 milijona ljudi takrat vključenih v projekt, približno, so to take malo? Zdaj, številk ne bom vedel na pamet, vem pa to, da seveda, ko gledate take velike projekte, je osnovna motivacija tima. Se pravi, te ljudje seveda, da so plačani, seveda, da imajo službe, ker če bojo morali nekje drugje svoj denar služiti za familijo, potem ste zgubali vse skupaj. Jasno, da so plačani. Jasno, da so tako plačani, da delajo za vas, ampak ne morete jih zadosti plačati, da bo to glavna motivacija. In tudi ni pametno. Treba je zgraditi tim, treba je pravzaprav narediti motivacijo. Mi to vse delamo zato, da bo uspelo. In posledično potem ljudje nenadoma delajo vse večere in delajo vikende in jim ni težko to in ono in tretje in delajo skratka over. Seveda ta stvar teče nekaj časa, potem pa ne more kontinuirano, ne morete tako 40 let živeti, ampak vsemu navkljub, to je možno narediti. Ampak tim je treba graditi in za tim je treba skrbeti. In recimo, kar mene včasih tako malo presune, recimo v zvezi z nekaterimi znanimi, bogatimi ljudmi po svetu, pa končno tudi v Sloveniji, ko se predstavljajo kot liderji svojega podjetja, svojega velike firme in tako naprej, oni so vedno samo v medijih. To je dvomljiva strategija. Poglejte Devesoft. Devesoft ni vedno Jure Knez v medijih. Devesoft pošlje svoje inženirje, ki so nekaj zares razvili za Artemis, da to pokažejo. To je spoštovanje do svojega tima. To je, da pokažeš, da si ti pravzaprav prvi med enakimi, da pravzaprav mi smo tim, ki to gradimo in potem stvari ratajo. Če si pa ti nek, bomo rekli, kar malo grobo, absolutist svoje firme, ki si seveda ustanovitelj in vse ostalo in samo sebe promoviraš vedno na prvo mesto, ja, pa tisti tim zadaj, sicer mogoče vaš občudovalec, možno, ampak na nek točki pa, ko bojo stvari šle narobe in vedno grejo nekje narobe, bo pa ta stopna rezistence, koliko časa smo mi še tim, kar res skupaj drži,
manjša. In seveda upravljanje s človeškimi viri je pri takih projektih zelo, zelo pomembno. Ne. Tukaj je ena razlika, res pri nas je vedno vemo, kdo je glavni inženir, kdo je tam stoji, kdo je tam. Medtem pa pri SpaceX-u imamo samo eno ime. Ne? Ja, ve se ekipa, ne, in to pomaga. Ne. To pomaga, ker kot rečeno, SpaceX so zelo sposobni ljudje tam v službi, ampak ti ljudje so za nas anonimni. In pravzaprav ni fair, da so anonimni. Zaradi tega, ker za moje pojme, če nekdo nekaj dobrega naredi, ga izpostavi, povej. To je tako, kot recimo, kaj pa vem, na kraj pameti mi ne bi padlo, da bom delal z nekim študentom na nekem članku, na nekem projektu, potem bi pa bil to cviter etal. Ne, mislim, študent mora biti za boga, ne, mislim, njega je treba izpostaviti, jaz se ne rabam, ne, in posledično na ta način delaš, ne, ljudem je treba dati vidnost, doskrat seveda vidiš, da so ljudje sramežljivi, pa ne bi, pa gor, pa dol, ampak na koncu ga prepričaš in tudi to je del vzgoje, a ne. Se pravi, da ljudje razumejo, da morajo na nek način prevzeti odgovornost. Pa seveda, ja, tako je na tem svetu, če kaj dobrega narediš, moraš pa tudi reči hvala, ko te nekdo pohvali. Ne? Mislim, ne sam reči, ne, to jaz ne bi. Mi je zanimivo, da govoriva o vesolju, pa se pogovarjava o človeških plusih in minusih, ne? Kajti ti so odločili, kako je šlo. Ja. Kaj se vam je zdelo mogoče najbolj kritični trenutek te misije in kje je mogoče ta največji napredek, ki smo ga pa vendarle s to pametjo v 50 letih dosegli, pa se je to zdaj videlo? No, torej, 3 so bili kritični trenutki, eno je sama izstrelitev, a ne, zdaj, če bi pri izstrelitvi šlo kaj narobe, bi seveda sama misija propadla, zelo verjetno bi pa astronavti ostali živi, zaradi tega, ker je gore ena taka rezervna, rečemo, raketa mehna, ki pač odnese proč ta modul od rakete, da ljudje ostanejo živi. Seveda, trenutek nervoze, vedno gre lahko kaj narobe, zavedati se je treba, ne, ko greste v vesolje, ta raketa mora pač enostavno toliko bruhati dol ognja, a ne, in materijala s tem, da dejansko ostane v zraku. In če ste kdaj bili pod helikopterjem, ki je bil relativno nizko, veste, da vas je tisti piš skoraj da na tla vrgel. Neverjetno, koliko zraka črpa dol helikopter svojo liso in to seveda dela natanko zato, da ostane v zraku. Raketa, če bi toliko goriva dol, bi samo lebdela. In zdaj da raketa bi pa rada pospešvala. Se pravi, neverjetno močna eksplozija, najmočnejša, ki jo znamo narediti, ki pa upate, da je kontrolirana in to dobesedno pod vašimi nogami. Tako da to je vzlet. Tukaj je tehnologija napredovala, imamo nekatere nove stvari, kot so recimo možnost ponovne uporabe do neke mere posameznih stopenj in tako naprej, ampak v osnovi gre za isto tehnologijo, ki je bila razvita že v času pred dobrimi 50 leti in še prej, z pač pomembnimi spremembami. Recimo prej smo omenila črpalke, ki morajo gorivo spraviti v raketni motor, to noče iti kar samo tja in pri tekočem gorivu morate to neverjetno hitro noter potiskati. In te črpalke enostavno zaradi problema, ki se mu reče kavitacija in v katerem problemu je svetovni strokovnjak ravno Matevž Dular strojne fakultete. Te črpalke so v parih minutah enostavno jih je pojedlo, ta kavitacija, te mehurčki, ki se tvorijo. No in zdaj so se naučili, da jih ne poje v nekaj minutah, ampak morda v pol uri in to pomeni, da je to zadost za nekaj izstrelitev po tistih par minut delovanja. Zdaj, to je en napredek, potem ta druga stvar, ki so bili zelo previdni, a se bojo motorji za protluni prav žgali. Ker to je tako, veste, ko vžgete raketni motor, lahko ne deluje, se zgodi, da enostavno stvari ne zaštartajo tako, kot bi želel. In v tem primeru seveda bi bilo nerodno, če bi bilo tega preveč, če morda ne bi sam eden od mnogih motorjev imel težavo, ampak več, potem bi šli na napačno tirnico. In če bi šli na napačno tirnico, morebiti pa ta tirnica niti ne bi dobro pripeljala nazaj. Tako da težave bi lahko bile, manjše, kot rečeno, zaradi tega so probavali z zmernimi žigi motorja tisti prvi dan. Najbolj kritičen je bil pa seveda pristanek, se pravi povratek v zemljino atmosfero, ker hitro je šlo, tam mečkan manj kot 11 km na sekundo je kapsula trčila ob zgornje plasti atmosfere. Pa še pravi kot mora biti, Absolutno pravi kot se odbije, tako kot žabca na vodi in potem naslednjič gre pa noter, Zdaj, stvari se zelo segrejejo, tukaj imate toplotni ščit, ki namenoma imate ablacijo, se pravi, da odletava snov žarečo in s tem jemlje toploto, da seveda so astronavti noter še vedno na primerni temperaturi. Ampak seveda, kar vemo, žal vemo, pri Space Shuttle Columbia je bila ena od teh ploščic poškodovana, posledično je ta vroča plazma prišla v notranjost in uničila ladjo in imeli smo seveda človeške žrtve. Tako da bilo je nekaj nervoze, ta
toplotni ščit je bil majčken načet, ocenili so, da dovolj malo načet, da bo zdržal in jaz zdržal, hvala Bogu. Ampak ja, tukaj je bila seveda določen trenutek nervoze. Tako da, ampak je treba reči, stvari so šle lepo. Še nekatere druge stvari spet niso bile prvič, ampak so bile pa uspešno narejene. Kar smo videli in smo že kar malo pozabili, je nenadoma imaš rečemo high definition TV z razdalje Lune. Tega še ni bilo, še ni bilo za časa človeških misij, seveda sploh ne. Za primerjavo, misija Gaia, Evropske vesoljske agencije, kjer pač že dolgo delam, tam je bilo tako, da največja antena, ki jo lahko gor spravite, pa največji teleskopi na Zemlji, da sprejemajo te signale. Res je, da smo bili na razdalji, ki je približno 4-kratna razdalja Lune, 3-4-kratna razdalja Lune, ampak vsemu navkljub, hitrost je bila 5 megabitov na sekundo, to je bil top. 5 megabitov, to je tisti dober stari kabel, ki ste ga imeli, kako smo že rekli, DHCL, malo sem že pozabil ta imena, skratka, preden ste dobili optiko. Zdaj smo pa na optiki brzine. Razlog, leta 2013 so bili prvi testi in tokrat pa prvič s posadko misij to uporabljeno, da dejansko lahko z laserji komuniciramo. In seveda laserska komunikacija omogoča bistveno višjo pasovno širino in zato bistveno hitrejši prenos podatkov, skratka video v realnem času. In to je seveda pomembno, zaradi tega, ker ta tehnologija zdaj postaja nekako, kako bi se temu rekli, je rutinska ratala. In zdaj, ko imate to rutinsko misijo, lahko pričakujemo, da tudi prihodne avtomatske sonde po Osončju ne bodo več komunicirali z običajno radijsko počasno komunikacijo, ampak da boste imeli to vrstne laserske linke. Morda v Zemljino satelit tik nad Zemljino površino, pa potem običajen link za to majhno razdaljo dol do Zemlje, ampak skratka dalj se bo. In to seveda spreminja doseg. In Artemis ni bil prvi, ampak je bil eden od pomembnih, kjer so zdaj to novo tehnologijo uporabljali. Skratka, laserska komunikacija znotraj Osončja bo spremenila stvari. Dve stvari sta se zgodili, ko so šli 4 astronavti na temno stran Lune. Prvič so imeli malce sreče, bil je še ta sončni mrk in tako naprej, ampak potem so videli mini meteorite, to je bilo nekaj, ko so videli naši znanstveniki rekli, kot da bi nas vesolje nagradilo za naš pogum. Kaj to pomeni? Kaj so videli v resnici? Ja, torej, Luna ima seveda svojo sprednjo pa skrito stran, vidno pa skrito stran. Zdaj vidna je tista, ki jo skozi gledamo, ker nas skozi gleda z istim obrazom, skrita je pa tista, ki je nekako vedno obrnjena proč od Zemlje. Kakor se suka okrog Zemlje, tako se tudi vrti in zato enega polovička skozi ne vidiš. Zdaj videli so to skrito stran Lune, ki pa je res bila takrat pretežno tudi temna, zaradi tega, ker žali Bog, Luna je bila blizu ščipa, blizu polne Lune, med polno Luno in zadnjim krajcem in zato skoraj da naša samo vidna stran je bila osvetljena, ta druga je bila pa hkrati temna in skrita. Tako da bi človek rekel, dobro, se niso mogli kaj dosti videti. Dobro, videli so en srp, tako nekaj je bilo te skrite strani. Obenem je pa to ta efekt, kot če recimo gledate, ko sonce enkrat zaide, in zelo tako v profilu gledate v smeri sonca atmosfero. In takrat vsi vemo, kako fantastično dobro se vidi kakšne svetle oblake nad obzorjem, tam nekje delči in tako naprej. Podoben pogled, Skratka, nekako profilno gledaš od zadaj osvetljeni sončevi žarki in se je luštno videli tudi s prostim očesom, da seveda na Luno kdaj kaj pade, logično, da pade. Zakaj pa na Luno, pa ne na Zemljo? Se na Zemljo tudi, približno 43 ton materijala vsak dan pade na Zemljo, večinoma v obliki zelo drobnega prahu, tudi tisto, kar so bili na Luno, so bili drobni koščki, ampak obstaja bistvena razlika. Na Zemlji z izjemo zelo redkih in zelo velikih kosov vse razpade in zgori v atmosferi in se potem počasi kot prah usede. Meteoriti so relativno zelo redka zgodba. Medtem ko na Luni ni pa nobenega ozračja in zaradi tega, kar leti tja, tudi butne dol. In posledično vidite, kako preleti s hitrostjo tam nekje, brzine so najmanj 11-10 km na sekundo,
pa največ do 70-80 km na sekundo. To je wow, ne? Mislim, 80 km na sekundo v 4 sekundah, ne manj, v 2 sekundah dobrih ste iz Goričkega v Pirana, kakor bi rekel, ne? Znani pevec. Tako da, ja, hitro gre tole. Ne? In seveda to se je videlo. Je pa seveda res, ne, da to ni bilo novo odkritje. Imamo pripovedovalce, ki so to videli, rečemo temu na lastne oči, ampak ja, seveda inštrumenti pa niso opazovali to samo nekaj ur, tako kot so oni lahko, ampak so to opazovali že leta. Ne? In imamo to dobro dokumentirano, vse te padce, tudi kamere so bile na teh avtomatskih sondah mnogo zmogljivejše, kot so jih imeli na Artemisu. Na Artemisu je tako, da so vzeli sabo 3 fotoaparate od Nikona, 2 D5, pa eno za 9. To so zelo fajn aparati, ampak to so aparati tako za z roke slikati, pa za profesionalno fotografijo. Ne? Je pa treba povedati, ne, da tako v preteklosti kot danes, recimo aplikacije imaginga, ne, tukaj astrofizika seveda vleče voz v nemogoče dimenzije, ne, zaradi tega, ker seveda imamo večje kamere, bolj zmogljive in tako naprej, zahtevamo več, kot zahteva fotografija. To, da danes vsak mobilc ima sposoben fotoaparat, je pravzaprav posledica razvoja digitalnih detektorjev, kar je kar v veliki meri tam v zgodnjih 90-ih letih poganjala ravno astrofizika, ne, pa seveda druge tehnike medicine in tako naprej, raznih kamer v, ne vem, vrtalnih problemih in tako naprej, kjer seveda rabite razvoj take tehnologije. Ne? Tako da, ja, v tem smislu nič novega, ampak luštno videti in bo luštno poslušati, ko bojo to stvar kaj povedali. Ne? Te 4 pripovedovalci so tudi zanimiva zgodba, vsak zase seveda, ne. Nažalost nimava zdaj 4 ur, da bi o vsakem kakšno uro spregovorili, ampak tudi sporočilo, ne, nase mogoče je zanimivo. Poslali so prvo žensko, temnopolto, potem smo imeli temnopoltega človeka, pa ne Američana, ne, to je tudi zanimivo, šel je Kanačan, sej za navadnega človeka bi rekel, hvala Bogu, nič posebnega, ampak vendarle so to neka mini sporočila, pa če k temu dodam še, da so potem sami poimenovali spet po imenih te kraterje, ves čas se, če se spet vrnemo nazaj, vrtiva okrog te čustvenosti, čustvenega naboja, ki ga naša Luna na nas ljudi ima še vedno. Ne? No, seveda, ja. Torej, sam sem seveda zelo vesel, da je bil ta tim tako sestavljen. Mislim, da je to tudi nekaj, kar, kot ste rekel, je skrajno normalno, da to tako je. Za Boga, a ni bil že čas za žensko temnopoltega ne Američana, a ne? Zdavnaj je bil že čas, a ne? Zdaj, na drugi strani mi je kar rahlo všeč, ker mogoče kakšnemu gospodu to pa ne bi bilo prav in bi rad drugače sestavil ta tim, ampak srečni imel besede. Zdaj, tudi moram reči, da Jared Isaacman kot novi administrator NASA, kot kaže, je kar vzel voz v svoje roke in ima določeno vizijo. Upam, da ga bo tudi politika do neke mere podprla. Ne? Zdaj, tako da v tem smislu seveda so stvari, če gledamo, take, kad morajo biti. Ne? Zdaj, na drugi strani pa, ja, zgodba gremo za celo človeštvo in tako naprej. Tako je to vedno bilo. Ne? Treba se zavedati, ne, da spet nenarejeno je tudi Neil Armstrong izjavil, da to delajo za celo človeštvo. Ne? Treba je vedeti, da recimo takoj po programu Apollo v času prvih vesoljskih postaj že so zelo močno in že prej pravzaprav delali na tem, da so kompatibilne te ruske in ameriške, v tem primeru ladje, zaradi tega, da bi lahko eden drugemu pomagali v primeru potrebe. Pa smo se pogovarjali o hladni vojni hkrati, pa to ni bil problem. Pa je bil recimo Deep Space Treaty, ne, se pravi, pogodba o vesolju, mislim, da leta 67 podpisana na vrhuncu tekme, na vrhuncu hladne vojne, ki pravi, da so vsa telesa v vesolju last človeštva in da se jih v resnici ne sme ekonomsko izkoriščati. Ne? Tako da so stvari, ki so od nekdaj pravzaprav take in je prav, da so take in tukaj na nek način imamo neko, kako bi se temu rekli, obnašanje, ki bi se ga želel še kje drugje. In zato recimo tudi vmes, če gledava hvaljenje z lastnimi uspehi. Danes se vsi bi radi nekako hvalili, ampak to v tej skupini, v tej komuni ni tako zakoreninjeno. Končno poglejva, mislim, da je bilo leto 2010-2011, ko je bil konc vesoljskih raketoplanov, ker so pač ocenili, da je to preveč tvegano. In potem ste imeli dolga leta, ko je bila samo Rusija sposobna dostavljati astronaute na vesoljsko postajo.
Pa pravzaprav marsikdo od najnih poslušalcev tega ni opazil. Ne? Rusi se s tem niso pretirano mednarodno hvalili. Vsi smo to vedeli, oni so pač to za primerno plačilo naredili. Takrat bi seveda lahko bilo zelo veliko enega grmenja o nesposobnosti nekoga drugega in ne vem čem. Pa tega ni bilo, zaradi tega, ker bi bilo to nevljudno in neprimerno. Tako da je treba povedati, da neka določena kolegialnost, določeno običajno obnašanje, kakršnega imamo med normalnimi ljudmi, je hvala Bogu tukaj kar prisotno. Seveda imaš pa kdaj kakšnega politika, ki kaj reče, ampak to je pač seveda situacija, kot jo imamo. Zdaj ste nekaj izzvali, moram vprašati. Imamo pa človeka, ki sam sebe vidi kot velikega vizionarja in na mnogih področjih tudi je, tega seveda ne moramo oporekati, in s svojim SpaceX-om, govorim seveda o Elonu Musku, on globoko verjame, da je čas še za drugi planet. Sam ga vidi na Marsu, sam verjame, da je Mars tista končna postaja vsaj njegovega potovanja v vesolje, zato vse ostale stvari pripravlja. A je to vizija, nič ne rečem, ampak vesolje si mi lahko zelo romantično predstavljamo, tišina, breztežnost, po drugi strani pa mi boste zdaj rekli, kaj pa sevanje, pa vročina, kam me boste peljali zdaj, če greva na Mars? Glede ideje spraviti človeka na Mars ali ne, je stvar kolektivne odločitve, ne odločitve enega človeka, ampak kolektivne odločitve. Se pravi, če pogledava, koliko stane orožje vsak dan, potem je ta misija absolutno z lahkoto dosegljiva, govoriva finančno. Se pravi, težko me bo kdo prepričal, da kot rečen je to nujno samo v orožje vlagati, majčken delež bi šlo v to, pa bi šlo. Skratka, ekonomsko bi se to dalo narediti, če imamo motivacijo in namen in skupno odločitev. Je pa tako, sam vidim potovanje na Mars kot, seveda to je zdaj večletna misija, seveda ljudje pridejo tudi nazaj, in to živi, ki seveda stane, to je treba povedati, in bo stala, ne glede na to, kaj kdo govori. Zdaj je pa tako, to je seveda nekaj podobnega kot z Luno bilo pri Apolu in končen, kot bo zdaj pri Artemisu, vsaj Artemis 4. Greš tja, si tam kakšen dan ali pa dva in prideš nazaj. Dobro, pri Marsu bo treba biti pa nekaj mesecev, zato da se spet planeti prav postavijo, da greš lahko nazaj. In posledično, to je obisk, Kaj si dobil? Dobil si osebno izkušnjo, dobil si pripovedovalca, kot smo prej rekli. Jaz osebno mislim, da se umetna inteligenca zna sestavljati zelo lepo zveneče tekste, ampak seveda na nivoju doživljanja so to čisto krne halucinacije in samo korelacije posameznih besed. Pač umetna inteligenca ne more vedeti, kaj to pomeni videti skozi okno vesoljske ladje. Mi je zelo žal in tako bo tudi v prihodnje. Tako da tukaj osebna izkušnja je pomembna. Seveda veliko pa stane, zlasti če primerjamo to v primerjavi z nekimi stroški za znanost in za izobraževanje in tako naprej. Tako da nisem rekel, da je to treba narediti, ampak lahko bi. Druga zgodba je pa seveda, a bi radi mi pa tam kar ostali, ali pa se morbiti tja tudi preselili, pa imeli tam celo kolonijo, pa mogoče zemljo, ki je že malo tako zanič, pustili, pa mi tam si zrihtali, da bo vse fajn. Mislim, besede so poceni in predvsem tukaj le vas zopet ščiti znana človeška pozabljivost, kot jo vidimo pri vsakih volitvah, marsikaj se sme reči, pa se potem pozabi, ker ljudje pač enostavno smo narejeni tako, da ohranjamo dobre spomine, tistih slabih pa večinoma brišemo in pozabljamo. In tukaj je nekako podobna zgodba, namreč na Luni, če niste ravno na enem od obeh tečajev, potem imate 14 dni kontinuiranega, 14 dni krat 24 ur sonca in 14 dni krat 24 ur noči. In zato se tiste skale, po katerih hodijo, segrejo čez dan do ene plus 200 stopinj Celzija in po noči hladijo na kakšne minus 100 pa še nekaj stopinj Celzija. To zadevno so dobri razlogi, zakaj so astronauti pri Apolu prišli tja v prvem krajcu, ko je bil čisto nizko sonce nad obzorjem, niso rabili baterije, ampak prevroče pa ni bilo. Če je hladno, zakurite radiator, pa je vse ok, če je pa prevroče, pa ne morete ohladiti se, nimate, klima ne deluje, In posledično, na Luni biti je pasje, oziroma ne pasje, ampak nemogoče. Zdaj boste rekli, kaj pa poli? Če si pa točno na polu, te pa sonce tako nekako kroši okrog tebe počas, načelno bi bilo temperaturno v redu, ampak še zmeri ste zunaj zemljinega magnetnega polja in vas neusmiljeno na en stran bičajo
delci sonca in na drugi strani sončev veter in na drugi strani imate resen problem, ker imate tudi ultravijolično svetlobo sonca. Oboje je zelo znatno rakotvorno in zaradi tega res ni zdravo biti tam zunaj, tudi v skafandru ni čišče ok in posledično mečkana izpostavljenost že, če boste pa živeli tam, pa ne boste zelo dolgo časa preživeli, tako pač to je. Kako se lahko zaščitite? Ja, treba je imeti neko plast materialov vmes. Ta plast materialov ne morete zemlja pripeljati, ker je pretežka. Kaj naredite? Ja, tam naberete material, pa ga zgradite v neko zaklonišče. Skratka, ista zgodba je tudi nekako na Marsu, isto sončev veter in sevanje in podobno. Skratka, neto efekt je, če bi želeli iti tja in narediti bazo, potem je treba to bazo narediti pod zemljo. Skratka, če sem nekoliko ciničen, dobrodošli v kameni dobi. Nobenih svetlih, čudovitih, lepo počiščenih, bleščečih se kupol ne bo. Mislim, kupole lahko so, sam ni pa zelo zdravo tam noter biti, ker boste raka staknili. In posledično, se dajte obiskati, se da tudi dan, 2, 3 mirne duše biti tam, ne bo čisto takoj raka, ampak statistično gledano je pa to mnogo bolj nevarno, kot kjerkoli na zemlji. In tega enostavno nimate dobre možnosti rešiti, razen če se umaknete pod površje. Zdaj, torej, stvar nekako ni zelo atraktivna. Zdaj na Marsu tudi tipično je precej mraz, tam je na -60 stopinj Celzija. Zdaj dober, kadar je pa skrajno vroče, gre pa do 0 stopinj, priznamo, tako da lahko, da je tudi še kar ok. Res je, da ima malo atmosfere, ta atmosfera ni uporabna, ker je to en CO2, pa zelo maljo je, tako dobra, rang velikosti, več kot 100-krat redkejša kot na Zemlji, ampak zadostjo je, da imate težave pri pristajanju, to je en problem. Pa težave imate, ker se vsakih par let pa dvigne tak vihar na Marsu, mislim, da je bilo 2018 ali 2019 zadnji, in takrat nese tako 100 metrov na sekundo in hitrej koščke, prah, pesek okrog. In vas dobesedno s peska. Tisti, ki se ukvarjate s peskanjem v vaših podjetjih, veste, kaj ostane od materijala, ki ga peskaš. Skratka, ni ugodni pogoji. Elon Musk vas ne bi najel za PR. Absolutno, da ne. Seveda, Elon Musk bi rekel, da je to prazno govorjenje, ker bo itak spremenil klimo na Marsu. No, ampak nimamo probleme, ker klimo spreminjamo tukaj na Zemlji. In nas je zelo poudarjeno strah, ker en del te zgodbe krčenja sredstev za znanost tudi pomeni, da se jemlje proč aktivno vse možnosti opazovanja Zemlje. In treba je vedeti, da sateliti so popolnoma spremenili vse od vremenskih napovedi, kjer je ogromna večina naših podatkov o vremenu ravno prihaja iz satelitskih meritev, kot seveda naše širše vedenje o vegetaciji, o invazivnih rastlinah, pa končno o prometu, letalstvu, karkoli podobnega. To se vse čudovito da spremljati z vesolja. In seveda tudi spreminjanje klime se zelo lepo vidi. In pač eden od načinov, kako rešiš problem, je, da kill the messenger, kot se temu reče. Kill the messenger pa ne bo težav. Tako da zdaj, a je to dolgoročno pametna vizija, bova pa prepustila gledalcem. Doktor Cviter, z veseljem bi naslednjo uro z vami govoril, pa ste mi rekli, da vas čakajo študentke in študenti. Tako je. Zato bi morda čisto za konec, ker z vami je govoriti tako, kot ko gledaš v brezmejno vesolje, tudi so vaši odgovori takšni, da so res dobri in ves čas bi lahko postavil nova in nova vprašanja. A astrofiziki verjamete, če sem rekel, da smo tisoče let nazaj gledali v nebo in se spraševali, kaj je tam gor, v astrofiziki saj ste rekli, v prihodnost ne gledate radija ali pa jo ne napovedujete, ampak nekoč pa bo, verjetno čez nekaj tisoč let, planet, kjer bo vsaj tako lep, kot je Zemlja, ali ne? Jaz mislim, da je že zdaj, samo dosežiti ga ne moremo. Se pravi, v našem Sončju je situacija trenutno takšna, da so ostali svetovi zelo neprijazni za življenje. Je pa res, da če majčkeno spustite kriterije, morda, potem pa imamo pod ledom, na vrh imate ledeno klep, pod ledom vemo, da imamo oceane tekoče vode, ki je v stiku s kamni. To vemo za Saturnovo luno Enkelad, to vemo za Jupiterovo luno Europa, zelo verjetno je ista situacija tudi na Ganimedu in Kalistu, še 2 Jupiterovih lunah. Skratka, najmanj 4 svetove imate, kjer je zanesljivo veliko tekoče vode pod ledom. Tudi na Marsu bi znali biti kar nekaj vode pod površino, spet so indikacije za to pod ledenim pokrovom. In v teh primerih nisem več tako
direkten in bom rekel, mi smo edina živa bitja v našem osončju. Zaenkrat nedvomno in vse ostalo je ta trenutek špekulacija, ampak čist možno, da preden bomo odšel z tega sveta, bi lahko imeli pozitivno indikacijo za kakšne zelo, zelo preproste organizme na, recimo, Luni Europa. To pomeni, da gospa Ursula von der Leyen ne bo dobila novih Evropejcev, tukaj ni upanja, ampak lahko bi pa na tej Luni s podobnim imenom imeli kakšne zelo, zelo preproste organizme. Ni razloga, da moramo biti a priori odklonilni, čeprav, kot rečen, treba je pa vedeti, ničesar nimamo razen okoliščin, ki se zdijo še kar okej, ki bi kazalo to smer. Skratka, treba bo raziskati. In to se mi zdi zanimiva zgodba, ker končen, če gledava to zgodbo, a ni pomembno za nas, ali smo edini v vesolju ali ne. To je končen eno pomembnih, tako rekoč svetovno-nazorskih, religioznih, nasploh vaš pogled na svet vprašanj, od nekdaj bilo. Zdaj, trenutno imamo okrog 8000 planetov, ki jih poznamo okrog drugih zvezd. Ta številka vemo statistično, da je zelo majčkena v primerjavi z realnostjo, da se namreč ugotoviti, kako pristranski je naš vzorec in to zelo dobro statistično ovrednotiti. In zato vemo, da je približno okrog vsake druge zvezde, vsake druge pikce, ki jo vidite na nebu, vsaj en planet približno velikosti Zemlje. In pomeni, da so pravzaprav Zemlja v smislu velikosti kar zelo pogosta stvar v tem vesolju. In seveda s tem še nisem rekel nič v življenju, končen Luna je nekaj podobnega Zemlji, pa očitno je mrtva, ampak, seveda, če se pa pogovarjava o 100 milijardah poskusov, kolikor jih je samo v naši galaksiji takih zvezd, potem pa morate biti nekoliko zagledani sami vase, kot dostikrat rečete, zanesljivo smo edini. Tako da, naša majhnost je tukaj se kaže, in dejstvo, da zagledanost, da smo mi središče vsega sveta in vesolja, je dejansko v zadnjem času se umaknila pogledu, da smo del narave. Zdaj je to, seveda, boste rekli, to pa ni v skladu z takimi in drugačnimi religioznimi prepričanji. Religije seveda so zelo legitimen pogled na svet, ki ima svoj razlog in svoje izvore. Na eni strani marsikomu to pomeni neko tolažbo, neko oporo, ki jo nam mogoče ne najde v neposredni družini ali kakšni drugi skupnosti. Na drugi strani je pa to seveda razlaga ravno tega, naprimer, kako je svet narejen, kako je nastal in podobno. To so imeli od nekdaj vsa ljudstva. Od nekdaj jim je vesolje pravzaprav pogled na nočno nebo. Če pomislite, čez dan se dogaja vse mogoče. Bili ste, naprimer, neki lovci, nabiralci, prihajale so suše, prihajale so nalivi, živali ste imeli, pa niste imeli srečo pri lovu, karkoli. To so bile neke take kaotične, spremenjajoče se razmere, kaj je vaše sosednje pleme naredilo in tako naprej, če posežemo v zgodovino. Na drugi strani po noči so se stvari praviloma umirile in lahko ste mogoče ob ognju pogledali v nebo in se malo zamislili, imeli končno malo pauze, zaradi tega, ker se po noč pač ni dalo veliko delati. In ljudje so videli ta red, red, ki ga ima vesolje, ponavlja se, vsako leto so iste zvezde ob istem letnem času, recimo vidne, ampak ne vsako noč, to je vezan do neke mere na letni čas. Videli so, da nekatere so pa vandrovci, da so torej planeti, ki se premikajo spet na nek urejen način, so se prek tega koledarja uskladili, skratka, merili svoje življenjske aktivnosti. Tako da vesolje je bila neka sorte opora. Potem pa seveda to lahko razširite v zgodbo o stvarjenju in vse ostalem. In je zanimivo te stvari opazovati. Pravzaprav na nek način je to še zmer tako, samo jaz gledam nekoče malenkost drugače zdaj. Včasih na nek način si imel seveda zgodbo o stvarjenju, ali to Biblija, ali katerkoli drugi podoben tekst. Zdaj, kaj vem, na nek način v znanosti glede samega nastanka vesolja nimamo posebnih dvomov in v bistvu vse res kaže na to, da je teorija velikega poka odraža realnost. In recimo, če so mnogi moji kolegi religiozni, ponavadi to so na tak način, da pač ne mislijo, da Bog zdaj šofira vse, kako se midva zdajle pogovarjava in mi polaga ali pa ne polaga neke besede v usta, skratka se vtika v neko trenutno življenje, ampak na tem nivoju, samega nastanka vesolja, ali ne, lahko bi bil tudi nek Bog, če temu tako rečemo. Zakaj pa ne? To je popolnoma legitimen pogled, kot vsak drug. Dostikrat se mi je zgodilo pri mojem delu. Pri mojem delu, da sem pravzaprav, kot je šlo vkrat, nekaj se ti zdi, da stvari grejo skupaj.
In potem še malo gledaš in potem se ti zdi, joj, to mora biti tako, ne. In potem nenadoma rataš takšen, da si ves entuziastičen, wow, kaj mi je ratalo, to sem odkril, a ne. Potem, a ne, pride pa realnost, a ne, in ki je najboljše, ti pride že kar tako, da sam se malo vzameš v roke in vidiš, da so stvari lahko tudi drugačne, da do neke mere malo si sicer spoznal, ampak ni še vse čisto jasno, a ne. Skratka, učiš se skromnosti, a ne. In ta skromnost, a ne, da pravzaprav je narava precej bolj brihtna, kot si ti, a ne, ali pa kot vso človeštvo, a ne, in da posledično tudi mi eno osnovnih predpostavk, ki že kar drži teh 100 plus let, je, da smo mi samo na nepomembni točki tega kozmosa, da nismo nekako posebej posvečeni nekje na sredi ali karkoli podobnega, a ne. In da torej smo samo eni od potencialno tudi mnogih opazovalcev, a ne. In posledično, vesolje nima težav z človeško neumnostjo, a ne. Tudi Zemlja, mimogrede, nima težav, tudi življenje nima težav. To, kar trenutno počenjamo, je, da aktivno poganjamo masovno izumrtje, a ne, in masovno spremembo klime, a ne, in to je težava, ki jo delamo sami sebi, a ne. Zemlja je že bila kdaj tako vroča, ja, seveda, da je bila še bolj, no problem whatsoever. Pa je veliko živali izumrlo, ja, seveda, imeli smo veliko masovnih izumrtij, a ne, hujših, kot smo jih imamo ta moment, a ne. Tako da Zemlja, življenje, to bo vse preživelo, vse naše neumnosti in planet bo obstajal dalje. Tukaj ni nobenih težav. Celo, če ga z vsemi atomskimi bombami uničimo, saj se bo tista radioaktivnost nehala in nekatere živali so mogoče uspešno se izognejo temu, pa bomo naprej imeli življenje na Zemlji. Problem je za nas. Mi smo skrajno občutljivi kot civilizacija in kot skupnost. Če bi zdaj v tem studiu ugasnila elektrika, kar bi nekdo izklopil glavno varovalko, bi se midva kar, kako bi rekel, malo skupaj vzela, da se najprej ne bi mimo vseh kamer spotikala, potem nekako iskala po nekem hodniku, kjer bi bila gužva in veliko glasnih glasov, kako je to nemogoče, pa se pogovarjamo o tem, da je treba samo ven iz hiše priti, ne. Ljudje smo ratali grozno razvajani, ne, ampak v osnovi ljudje nismo tako zelo razvajani. Če pogledate stara ljudstva, so na nek način imela določeno rezistenco, so znala življenje živeti z naravo, ne. In na primer so nekatere vznemirljive stvari, ki se jih učimo, na primer objektivno gledano, vemo, da je pred približno 2 milijonoma let ena od zvezd, ki smo jo opazili, šla zelo blizu mimo Sonca, ne tako blizu, kot je Zemlja, ampak zadosti, da je bilo nedvomno situacija, da ste imeli 2 sonci na nebu, a ne. In ja, to je Lucy kot hominid, ki je takrat živel v današnjem afriškem rogu, preživel, a ne. Pa ste imeli eksplozije supernov, spet kako to vemo. Ja, približno v tistem času se je nabralo nekaj železa 60 radioaktivnega izotopa, ki ga najdemo na Luni, pa po sedimentih vseh oceanov v globini na Zemlji. Ta je prišel kot vesoljski prah iz te supernove, lahko povemo celo, kje je bila ta supernova in kako daleč. Tako svetla je bila, da je bilo to nedvomno še eno sonce na nebu, ne. Skratka, velike stvari in velike spremembe in velike, če hočete, katastrofe je človeštvo kot tako lahko preživelo, ampak ne v stopnji današnje tehnološke razvajenosti, a ne. Danes pa seveda vzemite človeku tablico pa internet, pa se ne ve, zakaj obstaja, a ne. Tako da dejansko smo zelo ranljivi in zaradi sebe se moramo aktivno obnašati. Tisti planet bo pa že preživel, malo pravzaprav čisto zadovoljen, da se bo z nebu teh človečkov, ki takole biksajo, a ne. Tako da v resnici, a ne, zresen se moramo in to zaradi sebe. Doktor Tomaž Siter, hvala lepa, da ste prišli na tole uro dobro pogovora. Saj ne vem, ali že danes blokiram, da pridete še na naslednji 2, ne, ko ne boste imeli predavanj, se mi zdi, da imamo še veliko za govoriti. Jaz imam kup vprašanj, vi pa izjemno dobre odgovore, tako da hvala lepa. Hvala lepa, z veseljem, kadarkoli. Z veseljem, hvala lepa. In še nekaj, samo čisto ob koncu, če sva začela, da smo včasih gor gledali, ste končali, da moramo verjetno malce bolj vase pogledati. Ja, vase pogledati. Ljudje smo bitja sodelovanja, bitja neposrednih človeških kontaktov, pogovora, skupinskih odločitev. To je tisto, kar nas je pripeljalo na to stopnjo razvoja, kjer smo danes. In kot rečeno, že mogoče, da moraš sam sebe skupaj vzeti in individualno uspeti, ampak ta stvar je šla enostavno predaleč in je proti našemu evoluciji deluje, ne. Se pravi, tukaj je treba razumeti, da če se ne bomo tako obnašali, potem enostavno nismo narejeni na tak način in se bomo upropastili, ne.
In ne bom nič dodal. Hvala lepa še enkrat. Hvala tudi vam. Hvala tudi vam, ker ste tole poslušali. Verjamem, da ste izjemno uživali, sam sem, in prav zato sem vesel, kot sem na začetku povedal, in imam tudi prav tako zadovoljstvo in mi je bilo v čast, da sem lahko danes v našem studiu gostil dr. Tomaža Cvitarja. Hvala lepa. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.